Najbolje prodajan Toyotin SUV vseh časov je RAV4. Več kot 15 milijonov so jih prodali po vsem svetu od leta 1994, ko je pripeljala prva generacija. Še vedno je to izjemno priljubljen avto in še vedno se je zelo dobro prodajala tudi zadnja generacija. Zakaj je bila pol sploh potrebna nova? Takšna rdeča ali pa siva? Ker je še boljša. To je najbolj enostaven odgovor. Tudi Evropejci smo drugače nori na RAV4, več kot 2,5 milijona smo jih kupili in nova generacija zna biti še bolj popularna, ker segment DSUV, v katerega spada, stalno raste. Najbolj zanimivo je, da se mere tega avta v primerjavi s starim niso čisto nič povečale. RAV4 je še vedno dolg 4,6 metra, zato ne bo prostora nikjer zmanjkalo. Ni največji, ker ima Toyota v ponudbi še večje, tukaj mislim na Land Cruiser, je pa RAV4 v prvi vrsti namenjen aktivnim družinam. Kabina je postala bistveno bolj moderna po zaslugi velikih zaslonov, uporabljali so tudi prave gumbe za enostavno uporabo, pa ta vmesnik je zdaj močno izboljšan in prvič v kakšni od Toyot. Uporablja hitrejši procesor in več pomnilnika, da vse skupaj ful hitreje deluje, ampak za vas bo najbolj pomembno, da ni več toliko kompliciran, kot je bil nekoč. Ima tudi kakšno zanimivo rešitev tale avto, recimo tale naslon lahko obrnete, pa potem tele, ne vem, režete salamor, če vam to paše, sicer je pa nov še volan, pa tele merilnike so spustili za 4 cm nižje, da boste boljše videli na cesto. Pa itak pa tudi projekcijski zaslon tamle. Osnova je izboljšana platforma TNGA-K, ki je za 10% trdnejša. Spremenili so vpetje komponent podvozja in evo, avto je res lepše vodljiv in bolje se drži ovinkov. Obene so uporabili več zvočne izolacije za tišjo vožnjo, kar res lahko potrdim, ker je na lepi podlagi čist tiho, podvozje pa krasno pobira tudi tiste male luknje, čeprav so na tem delu na jugu Španije res lepe ceste. Itak, če pa nimajo zim kot mi. RAV4 je pri nas na voljo kot hibrid ali priključni hibrid in oba s sprednjim ali štirikolesnim pogonom. Zdaj vozim takšnega, ki se bo pri nas verjetno najbolje prodajal, torej hibrid s sistemsko močjo 136 kW, to je 185 konjev. Vsi imajo 2,5 litrski bencinski motor, 4 vali in brez turbota, potem pa še najmanj en elektromotor, ki je povezan z neskončno stopenjskim menjalnikom. Če ima pogon na vsa kolesa, je pa še en elektromotor zadaj. Pri hibridu je potem moč 143 kW, to je 194 konjev, pri priključnem hibridu pa kar 227 kW, to je 309 konjev, ker ima samo sprednji elektromotor kar 151 kW. Po novem pa je na voljo še priključni hibrid samo s sprednjim pogonom in ta ima moč 200 kW, to je 272 konjev. Še bolj pomembno pa je, da je baterija skoraj za tretjino večja, zdaj ima kapaciteto 22,7 kWh, zato obljubljajo električni doseg do kar 137 km in po novem se polni z 11 kW na izmeničnem ter do 50 kW na enosmernem toku. Evo, zdaj sem pa zamenil za 4-kolesno gnan RAV4, da ga pokažem še v drugem okolju. Oddaljenost od tal ostaja kar lepa, najmanj 186 mm, največ pa 201 mm, odvisno od velikosti platišč in opreme. Plus previsi čez kolesa ohranjajo normalne mere, zato je to eden najbolj terenskih SUV-ov v ponudbi. Če je pri večini to samo neka šminka, je podvozje pri RAV-u prilagojeno tudi slabšim podlagam in tukaj se to najlepše vidi. S takšno lahkoto, po toliko slabi podlagi že dolgo nisem vozil avtomobila in to je velika pohvala. Kdor potrebuje majčkeno bolj čvrst stroj, ga bo našel točno tukaj. Res se s takšno lahkoto pelje po luknjah in kamnih, da imaš občutek, kot da je bil ustvarjen za takšne ceste, ne pa za lepo urejeno asfaltno podlago. Tukaj potem tudi dobiš potrditev o tem, koliko dobro je avto sestavljen, ker nič ne škripa, čeprav je znotraj tudi veliko trde plastike, ampak zdaj tudi vidim, da je takšna precej bolj trpežna, ko se boste vozili po takšnih cestah. 4-kolesnega pogona niso mehansko nič spreminjali, ker je elektromotor na zadnji premi. Prepoznaš ga potem gumbo dodatnem, tele, ki ima 2 programa. Drugače so pa prilagodili nastavitve elektronike, predvsem ABS-a, da deluje še bolj prepričljivo kot prej. Še parkolca, itak, s prednjim pogonom lahko vleče 800 kg, 4-kolesnim pa 2 toni.
Pri nas se je ravno začel prodajati, najprej kot hibrid, proti koncu leta pa tudi priključni hibrid. Pa tudi s takšno hudo opremo GR Sport bo na voljo. Tam ima malenkost spremenjeno podvozje, 2 cm je širši kolotek, zato da je še malo bolj vozniški, pa take športne dodatke ima, recimo črno masko. Ta je res dobro izgleda. Pa prvič, črn znak Toyote.